Danes mineva 100 dni, odkar se je po burnih protestih na županski stolček povzpel dr. Andrej Fištravec. Svojim delom je zadovoljen, med uspehi pa omenja predvsem izklop mariborskih radarjev. V stajniških skupinah, ki pri njegovi podpori niso več enotne, pa menijo, da je za ocene še prezgodaj. Mestni svetniki mu najbolj zamerijo menjave v nadzornih svetih v javnih podjetjih. Že včeraj pa je Lista za pravičnost in razvoj predlagala razpustitev mariborskega mestnega sveta in razpis predčasnih lokalnih volitev. V občini Videm pri Ptuju v Halozah so sinoči pripravili okroglo mizo, na kateri so govorili o možnostih in priložnostih razvoja Haloz v prihodnjih 7 letih ter o sofinanciranju iz evropskih skladov. Za razvoj podeželja bo namenjena dobra milijarda evrov, denar pa bodo prednostno dobili projekti, ki bodo zagotavljali dolgoročni razvoj. Poleg županov iz Haloz so se pogovora o razvoju podeželja do leta 2020 s kmetijskim ministrom Dejanom Židanom udeležili tudi številni kmetje. Tisto, kar pa sem danes tudi že nekajkrat dal pobudo županom in ostalim, ki morajo v Halozah razmišljati, pa naslednje. Za naslednjo kohezijsko politiko, ker bo največ denarja. Mi se moramo zavedati, da ne bo veliko denarja iz slovenskega proračuna na voljo, ampak bo dosti denarja iz evropskega. Pa velja novo pravilo in to je pravilo prioritet. Regije in podregije naj same povedo, kje je tisti projekt, ali pa mogoče 2 ali pa maksimalno 3, ki če se uresničijo, prinesejo hiter napredek posamezne regije ali podregije. Vlada je preložila odločanje o podražitvi vinjet in cestnin na prihodnjo sejo, do takrat pa bo opravila dodatne izračune in usklajevanja. Vest so javnosti posredovali kar prek Twitterja. Ko je v javnost že pricurljala novica, da naj bi po novem letna vinjeta za avtomobile stala 15 evrov več, torej 110 evrov, si je vlada očitno premislila. Zdravstveno stanje leto in pol starega otroka, ki je včeraj v Mariboru padel skozi okno stanovanja v prvem nadstropju, je resno, vendar stabilno, so povedali v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Otrok se je pri padcu hudo poškodoval, po ugotovitvah policije pa je po spletu nesrečnih okoliščin sicer sam splezal na okno in padel. Sinoči je v prometni nesreči na lokalni cesti Šikolje-Stražgonca umrl 36-letni kolesar. Na ravnem delu ceste, kjer je hitrost vožnje zaradi gradbenih del omejena na 40 km/h, je 39-letni voznik osebnega avtomobila vozil s preveliko hitrostjo. Vozilo je začelo zanašati po cesti, nato pa je trčilo v kolesarja, ki je pravilno vozil ob desnem robu cestišča. Poškodbe kolesarja so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrl. Voznika osebnega avtomobila, ki je bil v prometni nesreči lažje ranjen, bodo policisti kazensko ovadili. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali kar 54 prometnih nesreč. Še vreme, danes in jutri bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ali zvečer je tam možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Danes v dnevniku televizije Maribor. 100 dni župana Andreja Fištravca. Okrogla miza o razvoju Haloz. Na potovanju s hišnim ljubljenčkom. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.